V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi bratje, drage sestre, četrta nedelja po Sveti Trojici nas danes postavi pred preprosto, a zelo resnično vprašanje. Kaj prihaja iz naše notranjosti? Jezus govori o drevesu in sadu, o tem, da to, kar nosimo v srcu, prej ali slej pride na dan, v naših besedah, v naših dejanjih, v načinu, kako drug drugega gledamo in sprejemamo. In vsak izmed nas ve, kako hitro pride iz nas nekaj, česar si morda v resnici kdaj tudi ne želimo. Nestrpnost, trde besede, zaprtost. Toda današnja Božja beseda ni tu zato, da bi nas še dodatno obtežila ali prestrašila. Vabi nas k nečemu zelo preprostem in hkrati globokem, da dovolimo Bogu, da se dotakne našega srca, da vanj prinese več miru, več dobrote, več življenja. Kajti kjer Bog počasi preoblikuje srce, tam začnejo rasti tudi drugačne besede, drugačni odnosi, drugačen pogled na sočloveka. Zato stopimo v to bogoslužje odprto in iskreno, takšni kot smo, in prosimo: Gospod, pridi k meni takšen kot si, da bom lahko jaz počasi postala takšna, kot me ti želiš. Amen. Prisluhnimo sedaj obvestilom za prihodnji teden. Jutri v ponedeljek, 29.6., kot običajno ob 19. uri, imamo tule v cerkvi molitveno bogoslužje. Molitev je prostor zbližanja z Bogom, pa tudi drug z drugim. V sredo 1.7.2026 ob 19. uri imamo v okviru sredinih teoloških forumov zanimivo študijsko predavanje. V nedeljo 5.7., torej čez en teden, ob 10. uri, pa ponovno vsi vabljeni na osrednje nedeljsko bogoslužje ob 10. uri, ko bomo obhajali tudi Gospodovo večerjo. In sedaj še zadnji opomnik, da slučajno ne pozabimo, torej dragi starši, dedki, babice, prihaja poletna priložnost, ko lahko malce vsi skupaj zadihamo, predvsem pa med počitnicami naše otroke zaupamo med 8. in 10. julijem na poletne otroške dni, pri čemer smo vas že obvestili, da so poletni otroški dnevi namenjeni otrokom starim od 3 do 15 let. Uraden program bo potekal od 9. do 15. ure, pri čemer smo se dogovorili, da vam omogočimo tudi jutranje varstvo, vkolikor morate seveda v službe, lahko vaše otroke pripeljete že od 7. ure dalje, pa bomo poskrbeli tudi za varstvo. In seveda, ko se program konča, bomo tudi počakali, da svoje otroke varno sprejmete nazaj. Torej, v teh poletnih dneh bodo otroci deležni ustvarjalnic, različnih delavnic, zagotovo jim ne bo dolgčas. Pripravili smo zanimiv in pester program, tako da je možnost prijave še na voljo. Prispevek znaša 10 evrov na dan za otroka. Vas pa prosimo zaradi lažje organizacije za čim prejšnje prijave. Dosti se vas je že prijavilo, pa vendar, če imate še koga v mislih, vaše prijatelje, morda znance, jih seveda lahko toplo povabite. Tema je vezana na to, da smo skrbniki našega planeta. Tako, če bo imel kdo še kakšno vprašanje, seveda po bogoslužju se lahko obrnete name ali na katehetinjo Tjašo Golobič-Štucin, ki tudi koordinira ta projekt. Sedaj pa bomo skupaj zapeli pesem, ki pravi: Tvoja zvestoba velika je, Oče. Vsako jutro ob nas.
Drage sestre, dragi bratje, prisluhnimo današnjemu bibličnemu vodilu, ki nas bo vse skupaj povezalo in nas opogumilo. V pismu Galačanom 6. poglavje, 2. vrstica namreč pravi: nosite bremena drug drugemu in tako boste izpolnili Kristusovo postavo. Prisluhnimo sedaj pesniški mojstrovini iz 42. psalma, ki bo tudi osnova za današnjo pridigo. Pravi pa takole: kakor hrepeni jelen po potokih voda, tako hrepeni moja duša po tebi, o Bog. Mojo dušo žeja po Bogu, po živem Bogu. Kdaj bom prišel in se pojavil pred Božjim obličjem? Moje solze so mi postale kruh po dnevi in po noči, ko mi ves dan govorijo, kje je tvoj Bog? Tega se bom spominjal in izlival svojo dušo, kakor sem šel strumo, da bi prišel do Božje hiše, z glasom vriskanja in hvale v vrvenju praznične množice. Zakaj si potrta, moja duša, in se vznemirjaš v meni? Upaj v Boga. Zakaj še ga bom hvalil? Svojega rešitelja in svojega Boga. In v luči Božje besede nas vse skupaj vabim k priznanju grehov. Gospod Bog, kako težko je razlikovati med dobrim in zlom, ker nas vsak dan postavlja pred novo odgovornost. Zato priznavamo, da za razločevanje potrebujemo tvojo modrost. Odpusti nam, ker mnogokrat ne nosimo bremena drug drugemu, ampak mislimo samo nase. Priznavamo, da smo kdaj sebični in ozkosrčni. Priznavamo, da druge spregledamo in jih prizadanemo z besedami in dejanji. Manjka nam pozornosti, razumevanja in posluha za šibke, osamljene, ostarele, obrobne, odrinjene, stigmatizirane, prezrte in grešne po naši oceni. Ti pa nam v njih daješ priložnost, da svojo krščansko dolžnost živimo in jih ljubimo. Pomagaj nam, da bomo usmiljeni in bomo tako prejeli tvoje usmiljenje. Kristus odpusti nam in se nas usmili. Amen. Besede milosti in slavospeva pa napolnjujejo našo dušo rekoč: rešim jih vseh njihovih nezvestop, s katerimi so se pregrešili, in jih očistim. Oni bodo moje ljudstvo in jaz bom njihov Bog. Zato naj bo slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Vabim še k skupni molitvi. Gospod, hvaležni smo ti za občestvo cerkve, ker v njej slišimo oznanilo o tvoji brezplačni milosti. Hvala ti, ker se razkrivaš v Svetem pismu, viden pa si v cerkvi. Tu se učimo živeti drugače, kot nas nagovarja divji individualizem hladne sodobne družbe. Hvala ti za cerkev, ki je tvoj izum in jo nosiš v srcu od večnosti do večnosti. Zato ti lahko zaupamo in ti z veseljem pripadamo. Učitelj, slišali smo tvoje povabilo in se zbrali, uzrti v odprto nebo, da bi občudovali lepoto in svetlobo tvoje milosti. Prosimo te, usliši našo prošnjo. Tebi večnemu bodi slava in čast na veke. Amen. V nadaljevanju bomo prisluhnili berilu iz Evangelija po Luki, 6. poglavje, od 36. do 39. vrstice. Sedaj pa bomo skupaj zapeli pesem, ki pravi: Dobrota Boga. Bog, ljubim te, tvoja milost me obdaja, vedno me v svojih rokah držiš. Od trenutka, ko zbudim se in ko ležem spat, pojem naj o dobroti Boga.
Izvolite sesti. Kjerkoli na svetu bi bili, bi prepoznali petje ptic, šumenje dreves, piš vetra in šelestenje trave. Vonj sveže pokošene trave ali razgretega kamna po dežju je podoben za vse ljudi, ne glede na jezik, barvo kože, narodnost ali vero. Podobne so nam tudi skupne temeljne življenjske izkušnje. Vemo, kaj pomeni veseliti se, ljubiti, hrepeneti, se jeziti, trpeti, vztrajati, obupati in znova upati. Kristjanom pa je skupna izkušnja Božjega usmiljenja in njegove dobrote. In o tem govori tudi današnje berilo iz Lukovega evangelija, 6. poglavje, od 36. do 39. vrstice, in nas spodbuja, da tukaj zajemamo moč za vsakdanje življenje. Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš oče. Ne sodite in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno. Dajajte in se vam bo dalo. Dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje. S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo. Verjamem, da imamo vsi izkušnjo mere Božje dobrote, njegovega usmiljenja in ljubezni. In v pesmi, ki je pred nami, izročimo temu živemu in usmiljenemu Bogu vse, kar nas teži, kjer si želimo, da bi lahko izražali več usmiljenja, več odpuščanja, večjo mero ljubezni, pa nam velikokrat zmanjkuje moči. Zazrimo se v Jezusa, kajti on je prvi usmiljen, on je prvi ljubil, da tudi mi lahko živimo po njem. Pesem pravi: ko bočijo morja in grom, v buri tvoja roka nosi me, naj nas nosi Božje usmiljenje in njegova ljubezen, ki je izlita vsako življenje v polni meri, kolikor potrebujemo. Vabimo vse, da ostanemo in slavimo Boga s to pesmijo.
She's mi, ker Kristusu sam. Silna moć me ščiti dan i noć, povučio morja san i grom, buri tvoja roka nosi me. Oče, ti si kraće se, ja svim, še vidno ti zaupao Bog. Povučio morja san i grom, buri tvoja roka nosi me. Oče, ti si kraće se, ja svim, še vidno ti zaupao Bog. Še vidno ti zaupao Bog. Še vidno ti Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me.
Dragi Bog, kot smo peli, hvala ti za moč tvoje ljubezni, v kateri živimo, dihamo, v kateri se gibljemo in v kateri obstajamo. Hvala ti za tvoje usmiljenje, za tvojo dobroto. Hvala ti za cerkev, za Božjo besedo in mi te prosimo, da tvoja beseda izpolni naša srca z mirom, ki presega vsak da bomo odšli napolnjeni z novo močjo, da bomo tvoji otroci in širili tvoje kraljestvo med ljudmi in tvojo ljubezen drug z drugim. V tvojem imenu. Amen. Amen. Sledi kotiček za otroke. Dragi otroci, vem, da je čas počitnic, pa vendar. Takole. Bomo še počakali, da vsi otroci pridejo. Nas, draga cerkev, pospodbudim z eno lepo vrstico iz 5. Mojzesove knjige 32:2, kjer pravi: kakor dež naj pada moj nauk, kakor rosa naj kaplja moj govor, kakor ploha na mlado travo in kakor naliv na zelenje. Torej, naložba vere v novo generacijo, naložba vere v otroke. Torej, dragi otroci, začelo se je poletje. Kaj je osnovna značilnost poletja? Da slišimo, poleg tega, da ni šole. Morje, super, kaj še? Kaj delamo vsi? Sopihamo, tako, ta je lepši izraz, ja. Sopihamo, ampak zakaj sopihamo poleti? Ker nam je vroče, res je. In zelo smo veseli za vse tiste, ki so izumili klime, kaj ne? Da nam je malce lažje. Pa vendar vroče nam je. In kaj mislite, ko nam je tako vroče, kaj nam najbolj prija? Si predstavljate, zunaj ste, vroče je, ne vem, bili ste na igrišču, na morju ste se kopali, kaj bi zdaj vi? Eno mrzlo, fino pijačo. Bravo. Zdaj rabim pa enega prostovoljca. Seveda, moj zvesti prijatelj. A si fej žejen? Bi pasalo, ne? Je že vroče. Dobro. Kako se ti zdi tale dva kozarca, kateri ti je bolj všeč? Ta ali ta? Ni razlike, ja, seveda. Potem je vseeno, kaj ne? Boš ti tega, jaz pa tega. Si pripravljen? No, poskusi. Kako ti je všeč? Poglejte obraz. Nisi navdušen. A boš... Kislo je, ojoj, pa zgleda enako. A si boš malo popravil okus s tem, lahko z tega spiješ. To je pa v redu? To je pa v redu. To je pa v redu. Oprosti, ampak moral si mi pomagati prikazati eno stvar. Torej, dragi otroci in dragi odrasli seveda, a mi lahko privzdigneš tole, da pokažemo še vsem, še kongregaciji. Takole, voda izgleda na videz enaka. Kdo bi si mislil, pa še nam vroče je. Zdaj si opazil razliko, da je ta malce bolj motna, kaj ne? Ampak, a veste, hvala za pomoč. Na nek način smo v življenju včasih narejeni tako, a ne? Ko nam je zelo, zelo vroče, torej z drugimi besedami, ko naša duša hrepeni po Bogu, kakor jelen, ki išče hladno, mrzlo vodo, so včasih stvari, ki so na voljo navidezno zelo podobne. Skoraj da ni razlike in hitro se zadovoljimo s telefoni, hitro se zadovoljimo z zabavami, takšnimi in drugačnimi, hitro se zadovoljimo s prepiri, z dokazovanjem, da imamo prav, to je v resnici to, ne? Saj izgleda podobno kot voda, ampak je, kakšno je bilo? Kislo. Veš zakaj? Ker sem pred bogoslužjem zlila cel liter limone skoraj da notri, ja? Da bo ja razlika očitna. Ampak sem vedela, da mi ti ne boš zameril. Torej, tako nekako tudi mi funkcioniramo, kaj ne? Iščemo nadomestke, ki so na videz morda skoraj da enaki, pa vendar to ni tista živa, sveža, osvežujoča voda. In Sveto pismo pravi, kakor jelen hrepeni po potokih voda, tako moja duša hrepeni po tebi, Bog. In dragi otroci, ko boste žejni, in v življenju boste večkrat žejni, ne samo po fizični vodi, po zdravih odnosih, po zdravi družini, ko si boste iskali partnere, ko boste sami starši, ko boste iskali službo. Torej, ko boste kakor jeleni iskali vodo, si zapomnite,
da pravi izvir vode nas vse skupaj čaka pri Bogu. In to je tista voda, ki nas res odžeja. In dragi ostali verniki in vernice, tudi naše srce je žejno in danes lahko izbiramo. Ali bomo iskali stvari, ki samo navidezno izgledajo dobre, ali pa tisto, kar je res dobro in kar odžeja. Čista in prava voda je Bog. On nas zares pomiri. In za mlajše bo tudi organizirano varstvo, prej pa še skupaj kratko molimo. Dragi Bog, včasih izbiramo stvari, ki na videz lepo izgledajo, ampak nas v resnici ne osrečijo. Pomagaj nam, da iščemo tebe, ker si ti prava voda za naše srce. Nauči nas izbirati tisto, kar je zares dobro in tisto, kar zares odžeja našo dušo. Amen. Pred nami je še kolekta. Pobrali bomo prostovoljne prispevke s pesmijo Moč je moja v tebi. Milost vam in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Dragi bratje, drage sestre v Kristusu. Smo v času po prazniku Svete Trojice, ki smo ga praznovali 31. maja. Praznik Svete Trojice je zadnji od velikih praznikov odrešenja. Z njim se je uradno končala binkoštna doba. S tem pa smo vstopili v obdobje, ki ga v cerkvenem letu prepoznamo po zeleni liturgični barvi. Zakaj prav zelena? Ker je zelena barva stvarstva, barva življenja, brstenja, rasti. V duhovnem smislu to pomeni, da je čas velikih zgodovinskih dogodkov odrešenja, Jezusovo rojstvo, pasijon, velika noč, binkošti, prešel v fazo, ko morajo ti dogodki obroditi sad. Zelena barva nas opomeni na čas duhovne zrelosti, ko se binkoštni ogenj spreminja v vsakdanjo, včasih monotono, a vztrajno hojo za Kristusom. Prav v tem obdobju rasti in zrelosti pa se natančneje 25. junija, ko je tudi državni praznik državnosti,
se pa v cerkvi spominjamo tudi enega najpomembnejših mejnikov naše vere. Pred skoraj 5 stoletji, leta 1530, je bila pred nemškim cesarjem Karlom V. na državnem zboru v Augsburgu prebrana augsburška veroizpoved, Confessio Augustana. Predstavljajmo si ta dramatičen zgodovinski trenutek. Pred mogočnega cesarja, takrat najmočnejšega vladarja krščanskega sveta, so stopili evangeličanski knezi in teologi. Martin Luther je bil takrat že izobčen in je moral dogajanje spremljati od daleč. Zato je delegacijo v Augsburgu vodil njegov tesni sodelavec Philipp Melanchthon. Ti ljudje so tvegali svoje življenje in položaje, da bi pred vladarjem javno in glasno prebrali dokument z 28 členi. Namen tega spisa ni bil ustanovitev nove cerkve, ampak iskanje resnice. Reformatorji so želeli svetu povedati, kaj so ponovno odkrili v Svetem pismu, in sicer, da se človek pred svetim Bogom ne more odrešiti in ne more obstati zaradi svojih naporov ali moralne brezhibnosti, temveč da smo opravičeni zastonj po veri iz čiste Božje milosti zaradi Kristusa. Ta dediščina pa nam danes govori, da cerkev ni muzej svetnikov, ampak bolnišnica za grešnike. Naša vrednost ne sloni na tem, kako popolni smo, ampak na tem, kar je Kristus storil za nas. A žal, tukaj tudi trčimo ob paradoks. Če je Božja milost tako zastonjska in blizu, zakaj se potem v svojem vsakdanu tako pogosto počutimo suhe, prazne, zapuščene? Naše tedensko vodilo nas spodbuja: nosite bremena drug drugemu. Evangelij nas poziva: bodite usmiljeni. Toda kako naj nosimo bremena drugih, če se sami lomimo pod težo svojih? Kako ne bomo usmiljeni, ko pa v našem lastnem srcu divja suša? Paradoks je, da nas vera v usmiljenega Boga ne zavaruje pred življenjskimi viharji. Ne zavaruje. Da bi to razumeli, prisluhnimo kriku pisca Psalmu 42, ki je nastal v globoki temi duše, v grozi, sredi popolne zapuščenosti. Že smo ga slišali v uvodu, ampak še enkrat prisluhnimo Božji besedi iz Psalma 42 od 2. do 6. vrstice. Kakor hrepeni jelen po potokih voda, tako hrepeni moja duša po tebi, o Bog. Mojo dušo žeja po Bogu, po živem Bogu. Kdaj bom prišel in se pojavil pred Božjim obličjem? Moje solze so mi postale kruh po dnevi in po noči, ko mi ves dan govorijo, kje je tvoj Bog? Tega se bom spominjal in izlival svojo dušo, kako sem šel strumo, da bi prišel do Božje hiše, z glasom vriskanja in hvale, v vrvenju praznične množice. Poslušali smo Božjo besedo. Hvala Bogu. Dragi prijatelji, da bi zares začutili težo teh besed, moramo poudariti kontrast med tistim zgodovinskim nekoč in tam in našim tukaj in sedaj. Danes sedimo v varni, urejeni cerkvi, zunaj je poletje, imamo pitno vodo, živimo v dobi tehnološkega napredka, kjer so nam vse informacije in udobje na dosegu roke. In ko beremo o jelenu in potokih voda, to pogosto dojemamo kot romantično, skoraj idilično, naravoslovno podobo iz kakšne slikanice, pravljice. Vendar resnica je drugačna. Za temi vrsticami se skriva zgodba, ob kateri zastane dih. Tega psalma ni napisal kralj David, ko je v miru sedel v palači. Napisali so ga Korahovi sinovi. To so bili varuhi tempelskih vrat in
pevci v templju, v sinagogi. Že njihovo družinsko ime nosi pretresljivo družinsko dramo. So potomci tistega upornika Koraha, ki ga je v Mojzesovem času zaradi upora požrla zemlja. Toda Božja milost je ta rod rešila pred izbrisom. Iz pepela preteklosti so postali srce bogoslužja v Jeruzalemu, najbližji Božji slavi. In sredi te svete službe je udarila katastrofa. Psalem 42 nas postavi v čas krvavega državljanskega udara, ko se je kraljevi sin Absalom uprl lastnemu očetu, kralju Davidu. Jeruzalem je padel, Korahovi sinovi so se morali odločiti v sekundi. Ali bodo prestopili k novemu, močnemu vladarju in obdržali svoje udobne službe v templju, ali pa bodo ostali zvesti Bogu in pravemu kralju Davidu. Izbrali so zvestobo, izbrali so pot v neznano. Kot nam priča 7. vrstica tega psalma, ki je nismo prebrali, lahko preberemo doma, avtor zapiše: Zato se te spominjam iz jordanske pokrajine, z Hermona, z gore Mizar. Kaj to pomeni? Skrinja zaveze, vidno bivališče Boga, je ostala ujeta v Jeruzalemu. Ti leviti pa so se sredi noči znašli kot begunci na skrajnem severu Izraela, ob izvirih reke Jordan pod goro Hermon. Okoli njih niso bili verni bratje, ampak do zob oboroženi vojaki, izdajalci in uporniki. In ti sovražniki so nad leviti izvajali neusmiljen psihološki teror. Vsak dan so tem potolčenim pevcem z roganjem metali v obraz. Kje je tvoj Bog? Kje je vaš Bog? Če je vaša vera prava, zakaj ste lačni in v izgnanstvo? Zakaj vaš kralj beži? Zakaj ste povsem sami? In kaj stori ta izgnani levit sredi takšnega terorja? Ker je pevec, ker je njegovo celotno poslanstvo slavljenje Boga, svojo stisko ne utopi v molku. Svoj panični krik po preživetju prelije v to, kar edino zna. Napiše psalem, poezijo. Ustvari pesem, v kateri uporabi surovo prispodobo žejnega jelena. Na Bližnjem vzhodu jelen v sušnem obdobju ne pomeni lepe živali, ki se mirno sprehaja po gozdu. Podnebje je tam neizprosno. Potoki usahnejo, zemlja razpoka, vse postane prah. Ta jelen je poleg tega žival, ki jo preganjajo še plenilci. Je sekunde pred smrtjo zaradi dehidracije. Njegova pljuča gorijo, jezik se mu lepi na nebo. Ne išče umazane luže, da bi si le za trenutek zmočil ustnice. On išče afikej maim, močno, gorsko, deročo vodo, potok, ki ne presahne niti v največji vročini. Njegovo hrepenenje ni estetsko, ampak je paničen krik po preživetju. Če ne najde izvira, bo poginil. Stiska tega pevca, levita, pa postane še globja, ko se aktivira njegov spomin. Pravi: Tega se bom spominjal, kako sem šel strumo v Božjo hišo z glasom vriskanja in hvale. Kako strašen kontrast. Spominja se dni, ko je njegova vera živela v gotovosti, ko je v Jeruzalemu vodil praznične procesije, ko je bil Bog otipljiv, blizu in jasen. In ta spomin mu zdaj ne prinaša tolažbe, ampak neznosno bolečino. Solze postanejo njegov kruh po dnevi in po noči. Ta situacija nas pripelje naravnost do jedra vere, ki ga je Martin Luther imenoval teologija križa, nasproti teologije slave. Teologija slave trdi: če veruješ v Boga, bo tvoje življenje le uspeh,
zdravje, bogatstvo, nenehen občutek Božje bližine. To je iluzija. Teologija križa pa nas sooča z radikalno resničnostjo. Bog se najgloblje razodeva prav skozi svojo odsotnostjo. Bog se najgloblje razodeva prav skozi svojo navidezno odsotnostjo. Bog ni nekdo, ki ga lahko nadzorjujemo ali prikličemo s pravilno versko formulo. Včasih se skrije v gosti mrak. In ta božji molk ni doletel le našega izgnanega Levita pod goro Hermon. Skozi to isto grozo Božje odsotnosti so morali iti največji svetopisemski očetje vere. Ko je Bog molčal, so se v njih prebudili popolnoma enaki odzivi, kot jih mi sredi svojih preizkušenj doživljamo danes. Poglejmo si primere. Ko izgubimo vse, pademo v Jobovo agonijo. Job je bil pravičen mož, a ko je v enem dnevu izgubil vse, otroke, premoženje, zdravje, ni mogel tiho prenašati bolečine. V temi je kričal proti nebu in obtoževal Boga, da ga je vzel za tarčo svojih puščic. Ko nam poidejo vse moči, pademo v Elijevo izčrpanost. Prerok Elija je doživel veličastne duhovne zmage, a ko je ostal sam in preganjen, je zlomljen obležal v puščavi pod grmom ter Boga prosil le še za smrt. Dovolj je, Gospod, vzemi moje življenje. Ko smo globoko razočarani, nas zajame Pridigarjev cinizem. Pisec knjige Pridigar je gledal krivice sveta in ugotovil, da pravičnega zadane usoda krivičnega. Zato je razočaran zamahnil z roko in rekel, vse je nečimrnost in lovljenje vetra. Zakaj bi sploh še verjel? Ko pa tega molka ne moremo več zdržati, Božje odsotnosti, pa zbežimo k zlatemu teletu. To so storili Izraelci v puščavi. Ko je Mojzes predolgo odlašal na gori in se je zdelo, da je Bog izginil, niso žalovali. Naredili so si zlato tele, začeli jesti, piti in plesati. To počnemo včasih tudi mi, ko Božjo tišino utapljamo v hrupu, potrošništvu ali delu. Ustvarjamo si lastni raj, ker ne verjamemo več, da bo resnični izvir sploh kdaj oživel. Toda ta izgnani pevec sredi uničujočega kroga sovražnega posmeha ne zapade v obup ali nesmisel, v ozadju svoje velike agonije spozna nekaj genialnega. Njegova globoka želja po Bogu je največji dokaz, da Bog obstaja in da je resničen. Želja po Bogu je dokaz, da Bog obstaja. Premislimo, če ne bi bilo vode kot resničnosti, živa bitja ne bi nikoli razvila nagona za željo. Ne moremo namreč žejeti po nečem, kar ne obstaja. Če bi bilo vesolje le hladen, prazen prostor brez stvarnika, človeška duša ne bi premogla te globoke, boleče praznine, ki kriči po smislu, ljubezni in pravičnosti. Psalmist ugotovi, moja bolečina ob Božji odsotnosti je dokaz, kako globoko sem povezan z njim. Moja želja je Božji podpis v mojem srcu. Dejstvo, da Boga pogrešam, pomeni, da ga poznam in ljubim. In ta teološki preobrat se zlije tudi z Jezusovim življenjem. Spomnimo se, kje se je Levit nahajal, ko je izpovedal te besede, torej ob izlivih Jordana pod goro Hermon. In če odpremo Matejev evangelij v 16. poglavju, najdemo pretresljivo vzporednico. Jezus je svoje učence v ključnem trenutku svojega življenja odvedel točno na ta isti kraj, v pokrajino Cezareje Filipove, ki leži natanko tam pod Hermonom, neposredno ob izvirih Jordana.
Prav na tem zgodovinskem mestu starozavezne zapuščenosti Jezus učence postavi pred odločilno vprašanje. Kaj pa vi pravite, kdo sem? In takoj po Petrovih besedah jim Jezus prvič odkrito razodane surovo resnico križa, da mora iti v Jeruzalem, trpeti strani starešin in velikih duhovnikov, biti zapuščen ter umreti. Jezus je torej zavestno stopil na pot psalmistovega izgnanstva. In tako kot je Jezus takrat z učenci namenoma šel v Cezarejo Filipovo na sam kraj levitove zapuščenosti pod Hermon, tako gre tudi z nami do konca. On ne stoji nekje zunaj. Ko ga odvedejo izven jeruzalemskih mestnih vrat na Golgoto, se njegova usoda popolnoma zlije se stisko vseh izgnancev tega sveta. Vseh, ki se počutijo zapuščene. Tam na križu mu vojaki neusmiljeno mečejo v obraz iste besede, kot so nekoč odmevale pod Hermonom. Kje je tvoj Bog? Jezus, viseč v popolni bivanski temi, nase prostovoljno prevzame absolutno kozmično božjo tišino. Vso to sušo človeštva, naš cinizem, naše osamljene noči, na to zbere v enem stavku, v surovem kriku, ko reče: žejen sem. Zakaj je moral Božji sin izkusiti to uničujočo ločenost od očeta? Zato, da mi v svoji zapuščenosti ne bi bili nikoli več sami. Jezus je na križu izpil polni kelih naših puščav in postal tisti žejni jelen, ki je padel mrtev, da bi iz njegove prebodene strani pritekla voda in kri. Voda, večen, neizmeren izvir za našo žejo. In to žejo smo že izkusili. Najprej pri svojem krstu. Krst nas ne zavaruje pred življenjskimi puščavami ali težkimi diagnozami, nam pa daje nekaj veliko večjega. Vodo iz Kristusove prebodene strani vcepi v našo usodo. To tolažbo prejmemo vsakič, ko se zberemo ob oltarju. Pod podobama kruha in vina ostali Kristus osebno vstopa v našo suho realnost. Svojo navzočnostjo ne odpravi vseh naših preizkušenj v istem trenutku, temveč nam podarja samega sebe kot popotnico skozi puščavo življenja. Ko se nam torej danes v naših srcih dogaja težka bitka ali se lomi kakšen pomemben odnos, ko smo na prelomnici, ko se zdi, da Boga ni, nas on ne more zapustiti. Kajti ta praznina v našem srcu je njegov neizbrisen podpis. To, da zares pogrešamo Boga, pomeni, da je z nami. Če ga ne bi poznali, ne bi mogli po njem žejati. Naša stiska je največji dokaz, kako močno smo z njim povezani. Zato se nam tudi sredi naše surove realnosti ni treba delati močnih, ni nam treba se delati popolnih, brezhibnih vernikov ali skrivati svojih ran. Priznajmo mu svojo praznino, saj Kristus prihaja natanko tja, v našo osebno zapuščenost. Naš krst je jamstvo, da v tej puščavi nismo sami. Na našem čelu in srcu je pečat Božjega odpuščanja in obljuba, da ima Kristus, ki je prehodil Hermon in Golgoto, zadnjo besedo nad našim življenjem. In Božji mir, ki presega vsak človeški bo varoval in ohranil naša srca in naše misli v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Amen. Vabim nas k molitvi. Vsemogočni Bog, Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, pred Tvoje obličje prinašamo svojo žejo, skrite puščave in rane, saj Ti smemo brez mask izliti svojo dušo.
Hvaležni smo za pogum augsburških reformatorjev in te prosimo, prenovi v nas krščansko gotovost. Varuj nas verskega perfekcionizma in vere v lastna dela, da bo naša edina tolažba ostala tvoja zastonska ljubezen v Kristusu. Stopi v sušo vseh, ki trpijo zaradi telesnih bolezni ali duševnih stisk. In ko naše moči oslabijo in se oglašajo dvomi, bodi naše sidro in nam razodeni, da naša vrednost sloni na tvojem pečatu Božjega odpuščanja. Preobrazi našo praznino v spoznanje, da hrepenimo po živem Bogu. In izli svojega duha na cerkev, pomagaj nam nositi bremena drug drugemu in naj ta cerkev postane prostor, kjer ranjeni in žejni posamezniki najdejo potoke tvoje žive vode. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Na to Božjo dobroto, kateri smo bili priča, se odzovimo s pesmijo. In sicer s pesmijo, ki je neposredna uglasbitev prav tega psalma 42. Njen avtor, 24-letni Martin Nystrom iz Amerike, jo je napisal sredi vročega poletja v Teksasu, v Dallasu, leta 1982. Preživljal je globoko osebno stisko. Kot mlad diplomant glasbene pedagogike nikakor ni mogel najti zaposlitve. Hkrati pa je doživel boleč konec ljubezenske zveze. Osamljen, negotov glede prihodnosti in duhovno prazen se je odločil za čas intenzivnega posta in molitve, da bi ponovno našel življenjski smisel. A prav sredi te osebne suše je spoznal, da njegova praznina ni znak Božje zapustitve. Ko je odložil ves pritisk produktivnosti in sprejel svojo nemoč, je ugotovil, da ranjeno srce pomeni prostor za čisto Božjo bližino. Sedel je za klavir in iz tega stanja, te umiritve je napisal hvalnico, ki nas opominja, da nas Bog nikoli ne pusti na cedilu. Zato vstanimo in zapojmo pesem, kakor jelen hrepeni po vodi. Kakor jelen želi, si vode jaz po tebi krepeni. Tebe hočem, Gospod,
Dragi bratje, drage sestre, prav vsi si delimo to žejo, to duhovno hrepenenje po Bogu. Zato lahko vsi skupaj, kot žejni Božji otroci, pridemo pred nebeškega Očeta z Jezusovo molitvijo Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker Tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Drage sestre in bratje, prejmimo vsi skupaj še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.